In z nami je že Nejc. Ti si bil navdušen nad infodromovci, ki so se spraševali o tem, kako bi spremenili svet. Živijo Aleš, živijo infodromovci. Ogromno je bilo predlogov. Od reševanja težav z odpadki, recikliranje ter preprečevanje vojn. Upam, da se dejansko vsi ti predlogi uresničijo. Dan polepša že nasmeh na obrazu in tega znata iz nas izvabiti otroški poročevalec Tjaž in njegov sogovornik Perica Jerkovič. Hej, jaz sem Tjaž in imam za sabo že približno 15 stand-up nastopov. Še več izkušenj od mene pa ima komik Perica Jerkovič, ki ga bom danes zaslišal samo za vas. Bravo. Kako bi ti razložil razliko med stand-upom pa med vicem? Vic lahko se spomni kdorkoli, sploh nekako ni pomembno, da se ga je spomnil, ker nekje iz naroda je prišel, medtem ko pa stand-up pa mora biti tvoj, priti iz tebe in ne smeš izposojati drugih stvari. Kje pa dobiš ideje za nastop? Doma. Kaj pa najraje vadiš, a vadiš pred ogledalom? Pred ogledalom vadiš samo tisto, kar moraš vaditi pred ogledalom, torej tiste gibalne šale. Torej moraš nekako sebe moraš videti. Čigavo mnenje ti pa največ pomeni? Nobeno mnenje od nikogar. Sicer se moraš delati, ko ti ful pomeni, ampak v bistvu samo sebe poslušaš. A to je backstage izbrat? Ja, to je backstage izbrat in tudi drugače je backstage. Si daš srajčko gor, in seveda ne boš kar nastopal v teh supergah, ki si jih imel, ampak se sezuješ, prebuješ in si daš lepše superge. Razumeš? Se ti je že kdaj zgodilo, da se ti ni noben smejal? Ta teden? Ne, drugače. Ja. Pa ta teden? Tudi. Aha. To je, kot če bi futbolerje vprašal, a se ti je zgodilo, da si izgubil tekmo. Če igraš dovolj dolgo, preko tle izgubiš kakšno. Na kak način pa pol odreagiraš? Nekako se rahlo ugrezneš v tla, 15 cm, in najbolj pomaga to, da imaš kmalu še en nastop, na katerem si pa dober, in potem še enega, in potem tisti slab nastop je kar zbrisan z diska, ga ni več. A je kakšna tema, s katero se ne šališ, se noče šaliti, pa se ti ne zdi primerna za stand-up? Ni neprimernih tem. A ljudje pričakujejo, da se boš tudi v svojem zasebnem življenju tako šalil? A pričakujejo od tebe? Pričakujejo. No, vidiš, ker oni mislijo, da to, ker so take doživeli na odru, ti zdaj moraš biti 24 ur na dan tak, ampak dejansko je tako, da včasih moraš tu izpati. Ampak takih ljudi ni. Mi pa vam v novem letu želimo. Da se ne bi smejali samo nam, ampak tudi sebi. Dio.